Dobro, gospa Škrabar, zdaj velikokrat je zadnje čase slišati tudi pojem forenzično računovodstvo ali pa knjigovodstvo. Se vi kaj ukvarjate s tem? Ja, s tem se ukvarjajo strokovnjaki na tem področju, mi smo strokovnjaki na področju detektivske dejavnosti in tukaj je res, da v skladu s trendi, ki pa zahtevajo ne samo posameznika kot detektiva, če hočete, ali pa preiskovalca, ali pa kriminalista, odvisno zdaj, kateri segment gledamo v državi, ne si bo gospodarstvo ali uradne organe pregona, zahteva nove, inovativne in pa preiskave, ki jih v sklopu katere deluje več strokovnjakov, torej govorimo o preiskovalnih ekipah, ne samo v posameznikih. In te ekipe torej sestavljajo strokovnjaki iz različnih področij, se pravi informacijska varnost, torej preiskovanje kot tako, vsin, torej open source investigation, zbiranje informacije. Tako da to se mi zdi neka prihodnost, kateri pa menim, da po izkušnjah prepočasi sledimo. Ker tako menim tudi v sklopu tega pogovora oziroma te teme se mi zdi, da izrazito nam manjka torej delujoče pravosodje, ki je pa specializirano torej za pregon kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala. In to bi moglo potekati hitrejše. Seveda nam manjka tudi bogata sodna praksa, tega seveda ne moramo napisati in pa kar mi je pa ključno, je pa kultura okolja, ki tega ne dopušča oziroma do teh dejanj mi ne bi smeli imeti, torej bi mogla biti ničelna toleranca. To se mi zdi, da je srž. No, ampak a se vam zdi recimo, da so te zakonske luknje, če jih tako imenujem, namenoma vgrajene v sistem, ker še dve taki sta znani, tako sta se izkazali, recimo zemljiško-knjižni dolg pa osebni stečaj. Zdaj bi kdaj prišla k vam neka soproga in bi iskala, kje ima zdaj mož oziroma zakaj je zdaj nastal na neki parceli zemljiško-knjižni dolg, tako da on njej spodmakne mogoče kakšno nepremičnino ali pa je šel v osebni stečaj, pa zdaj ne najdemo denarja, ki bi ga plačeval za otroke, ali kako je s tem? Se ukvarjate s tem? Spet govorimo o teoriji zarot oziroma se nakazuje na to, se pravim, sem že omenila, da jaz v to ne verjamem, ampak menim pa to, da stvari, kot jih prikazujejo mediji ali pa kot so nam znane, ker se malo poglabljamo v te teme, so še dosti hujše kot to. Smo pa imeli primere, torej lažnih, tako rekoč osebnih stečajev, ko si pa na terenu z nadzorom za zbiranjem informacij ugotovil, da oseba, ki je v takem osebnem stečaju, pa živi na veliki nogi, dela na črno in zasluži 3, 4, 5 in več tisoč evrov mesečno, ima nepremičnine, ima premično premoženje, ki je pa napisano na druge osebe. Torej, tudi takih primerov smo imeli ogromno, ampak menim, da je tukaj družba, se pravi tista, ki mora prek nekih demokratičnih vzvodov, ki jih imamo, tudi politiki, vodenju države, torej dati jasen signal, da je treba to prepričevanje gospodarskega kriminala, o tem govorimo, jemati resneje kot doslej. Se zdaj vidimo, pač tudi s pomočjo pritiska medijev se je nekaj premaknilo, ampak zakaj mora do tega priti? Ampak vendarle še vedno se nekdo z Mercedesom ali pa z Audijem pripelje v vrtec, pa ne plačuje vrtca, ker je pač tako ubog. Tega je ogromno. Ja, torej država bi tudi morala malce raziskati. Absolutno. Dobro, gremo na naslednjo temo. Če verjamete ali ne, naj bi prihodnji kanalizacijski kanal na Ljubljanski Ježici tekel čez vodooskrbno območje. Mestna občina Ljubljana oziroma družba Vodovod kanalizacija Snaga je prejšnji teden tam kopala jarke kar s pomočjo policije, ker vsi lastniki še niso dali soglasja za to in trasi kanalizacije nasprotujejo, ker lahko grozi zajetje ljubljanske pitne vode. Pa tudi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za celotno traso kanalizacije in projekta za izvedbo del menda še ni. Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na zahtevo stranke SDS zadevo obravnaval, ta teden pa bodo o njej predvidoma razpravljali tudi v državnem zboru. Zdaj, v nekem civiliziranem svetu nasplošno velja, da ne opravljaš potrebe v krožnik, iz katerega potem ješ. Po analogiji tega ne gradiš kanalizacijskega voda čez vodno zajetje, iz katerega se črpa voda za glavno mesto in v katerem je v bistvu shranjena najboljša voda, ki jo praktično ni treba kemično ali kako drugače obdelati, zato da lahko ljudje iz pipe pijejo pitno vodo. Vendar Mestna občina Ljubljana nad vodovarstvenim
zajetjem Kleče gradi kanalizacijski vod do centralne čistilne naprave. Zdaj, po mnenju civilnih iniciativ in nevladne organizacije Alpe Adria Green se projekt realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, kar je bilo že večkrat izpostavljeno in kot je omenjena organizacija večkrat pisala okoli raznim deležnikom. Zdaj, Alpe Adria Green, ki je v izboru najbolj neekološke osebnosti leta na vrh črne liste za leto 2018 uvrstila ravno mestno občino Ljubljana zaradi tega projekta, je pred časom pripravila precej obsežno analizo, v kateri med drugi piše, citiram, grožnja onesnaženja vodonosnika iz kanala C0 je objektivno prisotna. Poškodbe kanala C0 in iztekanje nevarnih odpadnih voda v vodonosnik bi oslabili njegovo funkcijo prečiščevanja vode iz reke Save. Ljubljana bi lahko izgubila ta nenadomestljivi vodni vir in ostala brez pitne vode. Doktor Šešerko, vi ste bili v stranki Zeleni Slovenije, tudi v prvi vladi je bila ta stranka. Torej, povejte nam, kako je to možno. Praktično 30 let po osamosvojitvi imamo tole šlamastiko, ta škandal. Ja, saj to ni prva stvar v Ljubljani, ki se na katastrofalen način dogaja. Recimo rušitev Kolizeja, ki je bil svetovni kulturni spomenik prve kategorije, pa je bil preprosto zato, ker je nekdo želel pokasirati 50 milijonov v žep in jih je tudi pokasiral, medtem že je bil ta objekt porušen. Zdaj, v tem primeru, pri pitni vodi, če si Ljubljančan pa hodiš po svetu, pa poskusiš vodo tu in vodo tam in se rečeš, ja pa komaj čakam, da pridem nazaj v Ljubljano, da lahko pijem vodo tam. Ja. In to je, mislim, da je to res občudovanja vredno, da so te kmetje in te aktivisti, ki so se postavili proti temu projektu in so ga poskušali preprečiti, jim je treba dati vso priznanje. Poleg tega je z tem vodom tako, da ni vprašanje, ali bo vzdržal in ne bo tekla gnojnica v pitno vodo. Vprašanje je, kdaj bo popustil. In zato bi morali takoj zdaj ustaviti. In mislim, da če ni drugega, bi moral parlament reagirati in vlada. Če ni v Ljubljani nekoga, ki bi zaščitil to pitno vodo, bi moral nekdo na višjem nivoju, se pravi vlada ali pa parlament, narediti pravi korak. Ja. Doktor Berce, vi ste sodelovali tudi pri mnogi evropski zakonodaji, pri nastanku, pri našem učlanjevanju. Skratka, povejte nam, kako je možno, torej ti, ki zidajo ta kanalizacijski vod, se sklicujejo na Evropsko unijo, na evropska sredstva in na neko agencijo Jaspers, ki je prišla in je rekla, vse je v redu. A je to res ali kako? Ja, žal je res ne. Ampak hkrati so dodali, da se mora vsak, ki gradi in to upravlja, sklicevati in upoštevati lastno zakonodajo. Zdaj pa imamo primer zelena prestolnica Ljubljane, ne? Pa to šlamastiko s tem gradnjo tega kanala C0, ne? Ki krši vsa pravila, ne? Ker baje, vsaj tako sem jaz prebral zdaj v teh dneh, se očisti vodo na izviru, ne potem, ko že teče čez polje in čez vse ostalo. Je pa mogoče tudi se zavprašati, zakaj so kmetje ustavili, ne? Ta isti kmetje to zemljo polivajo z gnojili, polivajo s pesticidi za to, da zraste. Pa smo spet pri istem vprašanju ekologije, naravovarstvenega, kjer mislim, da smo kot ljudje padli na vseh izpitih, ne, če pogledamo, kaj se dogaja na globalnem in svetovnem merilu. Gospa Škrabar, ali vi kdaj naletite na nedotakljive osebe? Ker tu v tem primeru, to se tolikokrat ponavlja, ne, da človek reče, pa kako je to mogoče? Že spet ta isti priimek, že spet to ime, pa spet ni nič. Kaj se dogaja?
Moje mnenje je tako, pač, da govorimo o elitah, ki delujejo tesno povezane in žal je Slovenija tudi tako majhna, da v bistvu na vsakem drugem koraku že trčiš v ene te iste priimke. Ampak ja, tudi jaz se sprašujem, koliko časa še je potrebno, pač, da bomo nekaj spremenili in kje je tista kritična masa oziroma dokdaj bomo še imeli ta cankarjanski stav, torej poslušati, biti podrejeni in pustiti pač, da delajo te elite z nami, kar želijo. Ne. No pa tudi to, ne, ta mreža, če govorimo o eliti, pa če to je res, mreža te elite mora biti velika, ker tu je šlo za vprašanje postopkov ARSA, ne. Torej, kdo je potem ARSO, ne, v čigavi vlogi je on. Potem, konec koncev, če ni tako imenovanega PZI-ja po gradbenem dovoljenju, tudi tisto dovoljenje ni popolno, ker je parcialno, ampak projekt za izvedbo del je šele ta, ki pač pove, kako bomo zdaj nekaj izvedli. Pa se to vsak ve, ki je delal mogoče podporni zid, pa mora imeti danes že PZI. Ne pa, oprostite, kanalizacijo čez vodovarstveno območje. Pa se tu se vprašaš, pa kdo je tu nor, pa kaj se dogaja. Se strinjam, zato pravijo, vrag se skriva v podrobnostih, ne, in tudi tiste zadeve potrebno v ozadju, torej ugotavljati in povezane osebe. Ne. Se tudi ne nazadnje pri temi, o kateri smo se pogovarjali prej, vsak ima malček znanja, pa se usede za računalnik, pa bo ugotovil pač, kdo so osebe v ozadju in kdo je pač resnična oseba in kdo so slamnate in fiktivne osebe. Ne. In isto se treba tule vprašati, kaj je v ozadju in kakšni so interesi v ozadju. Ne. Ja. Follow the money. Ja, follow the money. To se pravi nek evropski denar, ki se mu zdaj pač ne bomo odrekli, pa magarče cela Ljubljana se zastrupi. Če bi sledili denarju, bi marsikaj ugotovili, ampak zato rabimo pa sistem, ki funkcionira na vseh stopnjah, na vseh inštancah in tudi interes, ki mora biti dovolj močen, torej, da se ne ukloni tem ljudem.